Vaše so že predebatirali, kako se stranka odziva glede prodaje Mercatorja in ali je Agrokor primeren partner za vas ali ne? V Slovenski ljudski stranki ocenjujemo, da bi morala država na začetku krize, ko je ugotovila, da so naložbe tako strani Pivovarne Laško, tudi krediti, ki so strani bank podani, da bi morala narediti neko določeno strategijo in se opredeliti, katere naložbe so tiste, ki so strateške za državo. Zagotovo je Mercator strateška naložba. Ocenjujemo, da je znotraj Mercatorja, da se uresničuje to, kar tudi sami v svojem programu sedaj predstavljamo, da je samooskrba, tako na področju s kmetijskimi pridelki, tudi z različnimi drugimi proizvodi, ki jih proizvajamo v Sloveniji, eno od vitalnih zadev za Slovenijo, kajti gospodarska substanca, tista, na kateri se gradi tudi državotvornost. In v tem primeru se ocenjujemo, da je kupec, kot je Agrokor, kupec, ki ne vem, ki je lahko naredi sinergijske učinke na trgu, kajti ta dva trgovca sta si danes konkurenta na istem trgu. Kar je pa še bolj pomembno za nas je to tudi to, da Agrokor razpolaga za svojo vertikalo, se pravi za primarno proizvodnjo v kmetijstvu, predelovalno industrijo in v tem delu vidimo tudi bistveno grožnjo za slovensko agroživilstvo in kmetijstvo. Na drugi strani je pa tudi ta velika finančna izpostavljenost Agrokorja, za katero se govori, da je bistveno večja, kot je v Mercatorju, in bojimo se, da bodo naše banke, ki mislijo, da s tem rešijo nek problem, naletele v prihodnosti na nove probleme, ki se bodo odražali znotraj Mercatorja. Po vašem mnenju lahko politika kakorkoli to prodajo prepreči, glede na to, da je Nova Ljubljanska banka v državni lasti, da imate politiki nekako vpliv tudi na samo vodstvo. Po drugi strani se pa strinjate, da dokapitalizacija davkoplačevalskih bremen ne more več naprej. V tem delu ocenjujemo, da bi dejansko se morala država opredeliti do svojih strateških usmeritev na začetku mandata. Imamo tudi v okviru Avkeneja, na primer, eno kopico državnega premoženja, ni strategij, ki so bile obljubljene. In država bi se morala kot vlada najprej opredeliti, dobiti usmeritve v parlamentu in od tu naprej potem tudi izvesti posamezne poteze. Tudi v tem primeru je bilo na začetku mandata veliko govora o tako imenovanih slabih bankah in najbrž bi se v sklopu takšnih rešitev 2-3 leta nazaj bilo enostavno najti rešitev. Sami opažamo in ocenjujemo, da je danes na nek način tudi stanje duha v tej državi, da so praktično vsi lastniki na nek način dvignili roke od teh svojih subjektov. Vemo, da ima Pivovarna Laško velike stiske finančne in da na nek način prisiljena v to prodajo. Ljubljanska banka žal ne zna druga kot potrkati na državna vrata za dokapitalizacijo, ne govori o gospodarjenju s premoženjem, v katerega so očitno napačno vlagali in dajali kredite, in tu mislimo, da gre za tudi zelo slabo upravljanje Ljubljanske banke, kajti treba pretehtati, ali so te naložbe res na neki razprodaji za prodati ali pa z njimi znati gospodariti in tudi opravljati neko osnovno dejavnost. Kar se tiče politike, pa mislim, da je v tem trenutku velik del slovenske politike odločen, da se enostavno s tem ne želi ukvarjati na čelu z sedanjim predsednikom vlade, ki bi v odhodu, ki bi, kot sem že rekel, to moral storiti takoj na začetku tega mandata. Kajti začetek tega mandata je bil nastop krize, to je bil nastop, ko so, v Ameriki država vstopala v banko in ko se je bilo resnično potrebno potegniti resne in korenite poteze, tudi takšne, ki niso bile običajne v tržnem gospodarstvu, vendar je bil trenutek takšen, da je bilo potrebno poseči. Bojim se, da smo danes ta pravi trenutek že zamudili. Hvala lepa, gospod Bogovič. Prosim. Vaš komentar. Hvala lepa.